Dober dan v oddaji Ad hoc. Danes je moj gost, moj prijatelj Marko Vatovec, ki pa je sicer leta 2023 postal tudi svetovni prvak v diatonični harmoniki. Marko, kako si? Lepo. Lepo, si vesel, da si prišel malo na obalo v naš studio? Ja, zmeraj sem vesel obiska obale. Iz Kozine si se pripeljal, ne? Ja, z Brezovice, ja. Tam tudi tako piha kot pri nas? Ne, manj. Manj, okej. No. Sem Brezovici manj, na Kozini kar ful. Tako da ja. No, dobro, zdaj smo pa lepo v toplem studiu, pripravljeni za pogovor. Tako je, ja. Jaz bi kar na začetku začela, glede na to, da ko pomislimo na Marka Vatovca, pomislimo tudi na harmoniko, ne? Pa me zato zanima, kako si začel s tem, da si začel igrati harmoniko in kdaj se je to zgodilo? Ne vem, ko bi začel. Torej, začel sem leta 2014. Nek začetek. Zakaj sem začel? Zdaj, zmeraj je bila ta harmonika, zmeraj, kamor sem prišel, ta harmonika povezana. Ne bilo pa doma, itak tata igra, ne? In tata igra sicer klavirsko. In nisem pa imel nikoli take želje do 14 leta. Noben me pa ni nikoli silil, ne? In pol pri 14 sem začel malo te harmonike več poslušati. Po televiziji, malo ti gumbi so mi bili ful všeč in tako. Ja, več dejavnikov je bilo v glavnem. In pol nekako ta pika na i sem videl pa res ta nek harmonikarski orkester od mojega prvega učitelja, Nikota. In wow, viš tam 20 fantov in tako igrajo in to in sem bil, no ja, tudi jaz bi. In res takrat sem prav in še zdaj. Se spomniš še svoje prve učne ure? Ja, se spomnim, ja. Takrat me je Nono peljal, divače sem imel pri Nikoti Polesi, ne. In se spomnim, ja. Se spomnim, takrat sem imel na staro harmoniko, mi je dal ono rent, ki nisem še kupil, takrat nisem vedel sploh, če bom ali ne. In ja, lep spomin, no, tako. Te je takoj pol potegnilo? Ja, sem prišel domov in nisem spustil z rok, ne. Zacaj doma, pa res ful lepo. Kakšna pa je v bistvu razlika med diatonično in klavirsko, ali obstajajo še kakšne druge vrste harmonik? Ja, harmonika je neverjetno vrst, res. Nema da nema, no, tako. Kaj razlika največja, najbolj, da ne leže razložim, torej, pri diatonični pravi diaton, ne, se pravi ton ven in ton notri je drugačen, pri tipki isti, ne. Se pravi, drugačen glas, ko odpiraš meg in ko zapiraš, no, to je glavna razlika. In manj basu, ne vem, no, to so te osnovne. Je kakšen razlog, da si prav diatonično hotel? Ja, si pravim, tako sem opazavil, ne veš, te harmonike, tam je najbolj tako, wow, ne, dosti jih je to igralo in to in ti gumbi so mi bili všeč, ful. Klavirsko, ok, imela ta klavir in sem veš, tata sem izmeril to klavir, mi je bilo ful lepo, samo tam je prav ti gumbki, wow, to mi je najbolj, po moje to, no. In koliko harmonik imaš zdaj doma? 6. 4 imam svoje, no 2 dajem tako v rent, pač za te učence in tako. Če ne pa 4 imam tiste, no. Se pravi, no še 2 klavirsko začeta in drugo imam te kitare in base in vsega je svašta, no, praktično. Katera je najdražja? Najdražja? Ma ja, vse so tam, no. Ma najdražja je una moja najnovejša, po moje. Ne, unaprej. Ma so drage? Ja, itak da ja. Pol avta ali pa en avto, odvisno, ko si predstavljaš to, no. Tako. In so tudi težke, ko jih imaš v rokah, sicer imaš naramnice, ampak so težke za, torej res ta težak v kilogramih za igrati, to mislim. Ma ja, leže kot klavirska, recimo, ta klavirska ima po moje 15 kilo, ne. Te moje imajo, ne vem, 8-9 kilo scena. Niso tako težke, no, ko se navadiš enkrat. Meni je samo umevno, pač niti ne čutim, ne. Ampak zdaj, če bi dal tebi, ki nisi po moje nikoli imel na sebi harmonika, bi se malo okej, ne. Zame bi bilo fitness, zate ni več. Ja, meni ni. To je navada, pač tudi pride v kri, ne. In tebi po moje bi bilo malo drugače, no. Ja. Zdaj klavirska pa ja, jo čutim ful, ne. Klavirska igram tako občasno in zdaj imam srečo, da bi jim te najtežje v kilogramih in ja, jo čutiš, no, realno čutiš. Prvo, ko primeš diatonično, ti je
res, kot da nimaš nič na sebi, praktično pol. Tako da ja. Okay. In kako si se pol odločil, da se boš udeleževal tekmovanj? No, tako je bilo. Jaz tekmovanj nikoli nisem maral, res. Še danes nisem proti temi. Glasbe nisem nikoli smatral kot neko tekmovanje. Ne? In takrat je bilo pa pol, lih korona je bila, na koncu korona. Mislim, prvo tekmovanje sem bil takoj po 1 leti, to je neko vaško tekmovanje. No, in pol nisem bil na tekmovanjih 7 let nič. No, in pol je bila lih ta korona in mi reče profesor, kako bo preko neko video ta neko tekmovanje. No, jaz sem bil čmo res, ne, in ja, pol smo res to se prijavili in sem tam prav, me ni šlo, res mi ni šlo takrat, to je bilo recimo moje prvo tekmovanje zaprav, ampak niti ga ne smatram, ki je bilo preko videa, ne. No, in pa sem v tistimi tekmovanji, no, si pač se posnel 12 minut videa, mislim, da je bil. In ok, takrat sem bil pa srebrno priznanje pač sem dal. In nič, in pol 1 leto nisem bil nič. In pa sem šel na isto tekmovanje, v Murski Soboti je bilo. No, pa tisto je bilo moje prvo resno tekmovanje, 1 leto po tistimi video posnetki. Tisto je bilo moje prvo tekmovanje in potem se je začela moja tekmovalna pot. No, in pa sem bil na nekih 8-9 tekmovanjih. Tako. In kakšen je v bistvu proces priprave na tako tekmovanje? Zdaj vsak se pripravlja drugače, ne vem, jaz pač itak konstantno vadim, kadar mi pač paše. Sem tak spontan, tudi na splošno življenje sem ful spontan. In tle sem pa itak spontan v smisli, kadar me prima, pač primem, en dan vadim 5 minut, en dan 5 ur, ne. Ali pa primemo 5 popoldne ali 1 zjutraj ali 5 zjutraj spet. To je pol po inspiraciji, tako bom rekel, zvadim po inspiraciji, In bom rekel, sem non-stop pripravljen, Super. Si pripravljen tudi motiti sosede ob 5 zjutraj? Ma ja, itak prvi sosed je moj stric, tako da v bistvu že vajen, tako če si viš zraven od ceste, se pač navadiš tega zvoka avta ali pa železnice, tako za se moji doma verjetno harmonike. In najbližji sosed, tudi po moje, ki jih čujem, ni nikoli, res nikoli ni bilo problemov, tako da Super. zaenkrat trdim. Ma kakšna pa so v bistvu ta pravila ali neki kriteriji, da nekdo recimo postane svetovni prvak? Tako je. Na svetovno prvenstvo, takrat sem se prijavil, je bilo, že odprej sem mogel imeti tekmovanje, takrat sem bil evropsko, junija, konec junija, evropsko, pa se navejo pač ta tvoj uspeh odprej in ok, ti veš pa na svetovno, ne? To je 3 dni, pač oni ti povejo, kdaj boš na vrsti in ti imaš 8 minut. In ti v 8 minutah bi si pokaže, kaj znaš. Ti imaš 8 minut na voljo in deli, kar češ. Tako sem sprašal tam in si pokazal, kaj znaš? Ja, v 8 minutah sem si pač priredil nek svoj program. Kakšne skladbe pa si? Vse avtorsko, zmeraj sem igral vse avtorsko, ja. Ja. Torej ustvarjaš tudi avtorske. Zdaj si dal CD sem dal, ne? Poveš kaj več o temu. Tako, jaz sem julija letos sem snemal v Castello Ritaldi, to je tam Spoleto, ti Perugia, od Perugia naprej proti Rimi. Sem snemal ta CD, 5 svojih pesmi, instrument je muzika, studio, Gianluca Bibbiani je ta gospodič, ki me je, gospodno, ki me je, bi rekel, jemo dol, čez. In nič, tam sem bil 4 dni, sem posnel te skladbe. Na CD je zdaj vani, zdaj pa kako je nastavil ta CD. Jaz itak pišem pesmi non-stop, samo meni itak niso nikoli všeč. Jaz sem ful tak, perfekcionističen glede tega, če mi kaj ni všeč, jo pozabim enostavno. No, in jaz sem si pa zbral teh 5, načeloma 5 v smisli, 4 so imel narejena, 5 je bila pa ta 4 je bila pa tam spontana. Mislim, melodijo sem imel v glavi, ampak sem tam pol improviziral. Kaj pa finta CD-ja? Finta CD je, da je sneman na določenih občutkih, v določenem času, ne vem,
eno pesem sem snemal pred različnimi časi in sem imel drugačen občutek, ne vem, mene sem snemal. Se pravi, zjutraj sem bil, ne vem, malo bolj tak vesel, pa zvečer sem bil malo bolj depresiven in tako, ful različnih občutkov, no, in to je point tega CD-ja. Tudi brez metronoma je načeloma, ki v studiju imaš te metronome, to sem brez tega. Podelek sem snemal. Dejansko sem eksperimentiral, ne, CD se kliče eksperimente, sem dejansko res eksperimentiral, kaj lahko naredim, kako in tako, no. Bi sem raziskoval samega sebe, kako lahko speljem to določenih občutkih in vsem ostalim. Tako. Tudi naslovi so zanimivi pesmi, vem, da se spomnim enega, kaj je že nek BM, kaj je že neka... Mixa Kix, vprašaj in pa BM Country Picture, ja. Ta je ful tak spontan, ta je res ful spontana pesem. Ta bi se nastala se s 3 različnih pesmi, ko sem jih naredil. In kaj bi lahko povedal te pesmi? No, ne vem. S 3 različnimi harmonikami igram, no. Tako da live v bistvu ne moram sam igrati, no. Recimo na koncertu smo igrali, jaz, moj prijatelj, moj profesor, no. Vsak posebej, ki pač enostavno v 3 različnih tonalitetah, ne. Se pravi, diatonična harmonika je tudi to posebnost, imaš v različnih glasitvah, ne vem, imaš C, B, B, SAS, DG, C, A, DG, Cis, Vis, H, ne. Nimaš kot klavirska, kako lahko vse, ali pa kromatično, ne. In jaz sem naredil bi iz 3 različnih in samo to pač menjavaš, no. Okay. Ja, v bistvu zdaj si imel en mesec nazaj ta svoj koncert ob v bistvu 10-letnici tvojega igranja, ne? Kakšna izkušnja je bila to? Tako, lani sem imel, mislim zdaj že letos, no, lahko rečem 2023 sem imel pač prvi koncert, jaz sem imel takrat pa ta svetovni prvak in je pa ideja, kako bi naredil koncert, ne, da sem malo to predstavim in tako in se ne vem, ko bi povedal. Takrat sem imel ta koncert, ok, sem se malo ujeskal, kako bi, kako ne bi, leta sem pa to malo izpopolnil, no, sem videl zdaj te mogoče malenkosti, ko bi lahko popravil od lani in zdaj imam spet malenkosti za naslednjič in ne lep občutek, ful, no, res doma si, ne, praktično in te pride pa tvrt domači in prijatelji in si in izjemen občutek, no. Se je bil ful zanimiv pester koncert. Ja, raznolik, tak. Tako, ja. In tudi sem opazila, ker sem te prvič slišala oziroma videla igrati harmoniko, takrat, da se ful uživiš v skladbo, prav na obrazu dobiš nek ali občutek, ki ga igraš, ali določen izraz. To mi je bilo ful zanimivo. Pri harmonikaših nisem še videla tega. Ja, jaz sem tak ful padem notri, pozabim na svet, tisti moment ali neki. Prvo pridem na oder, imam totalno tremo, jaz imam ful problema s tremo, ampak to je dobro. Si res, imaš neko spoštovanje do odra ali neke harmonike. Imam ful totalno tremo in pol po nekih 15 sekundah padem notri totalno, prav, ne vem, meditacija, ne vem, ko bi rekel teme. Res odmislim vse, skratka, no, in ne vem, ful se uživim tu notri, ne vem. Ja, ful se je opazilo, mi je bilo prav zanimivo to gledati. Ja. Tako da, Super. In kako se, če ne spopadaš s tremo, imaš tudi kakšne tehnike, metode ali samo pač veš, da po 15 sekundah bo minilo in čau? Ma ne, načeloma si pustim tako, da na 2-krat sem probal nekako malo z alkoholem rešiti, mislim, štamprle prej scena, ampak ne, ful sem se preveč, dejansko sem mnogo panični napad, cel sem se potil, kaj zdaj, ne. Se prav, ko igraš, ok, ti ni panike, ne. Ma prej sem bil kaj zdaj, ne. In ne, dejansko se prepustim res, tako ko bo, ne. Zaupaš sebi v bistvu, ne? Ja, si ne in si, no. Tako, ja. Tako da, ja. Ok. Se pa tudi razlikuješ po moje malo po temu, po recimo zunanjemu videzu, zato ker na temu koncertu recimo si naredil črne senčke na očeh. Ja. Si izgledal ful bolj alternativen, pol prideš z neko harmoniko, kao narodno zabavna glasba. Ta kontrast je ful zanimivo videti. Bi povedal kaj več o temu? No ja, tako se odmeri malo tudi čudno oblačem in tako in kakor me prima obdobje, zdaj kakšen bod se namažem te oči, zdaj si jih nisem par let nič, zdaj me je spet primil ta flash, tako pa imam dosti teh pirsov in to malo se razlikujem pa teh harmonikaših, ne. Ker sem prišel na ta, ne vem, tekmovanje ali pa te prireditve načeloma
In vsi so bili tako v teh narodnih nošah, normalni, ne, jaz pridem pravi z irokezo, s temi pirsi, magari v nekih, ne vem, alternativno oblečen, ne, in ja, no, ne vem, sem drugačen od drugega, no, to sigurno, ne vem, tako se mi dopade, tu sem jaz, no, tako da. Tako, v bistvu si, kar si in temu slediš, ne? Ja. In te ne briga, kaj si drugi mislijo. Ja. Kakšen bolj sem se sekiral, veš, kada viš te malo te, čuješ besede, pač, pa te malo gledajo po strani, tako malo se sekiraš, pa pol čas cajt si ono, ne. Se nimam za kaj sekirati. Tu sem jaz delam kar čem. Ja, in tako je. In pol, ko pomisliš, kaj, življenje je eno vozovnico imaš za to in zdaj, da boš se oziral na vsako malenkost, ne priješ nikamor, ne. Tako je, dobro razmišljanje, ja. Ja, tako razmišljam momentalno, no, lahko da bom menil meni, ampak zaenkrat razmišljam tako, no. Super, super. To pomaga v življenju ful. Ja, sigurno. Ja. Si pa tudi v par zasedbah, ne? Tako, ja. Mislim, da te zasedbe imamo tako bolj priložnost, po potrebi. Zdaj, nikoli pa nisem bil neki resni zasedbi, mogoče tudi to en dan, nikoli ne reci nikoli. Zmeri sem najrajši delal sam, tako bom povedal odkrito. Zakaj? Ki sam drugače čutim muziko kot drugi, ne. Težko boš najdel, ne vem, 3-4, ko bo res čutili enako kot ti. Načeloma najlepše čutim muziko, ki jaz ful igram v dueti recimo z enim trubentačem, ne, Normanom, mojim prijateljem. Recimo jaz se najbolj ujamem, pomagam z vsemi, ko igram. Res oba čutimo muziko na nek poseben način in z njem najbolj tako, no. Prvo imam duo s prijateljem Janom tudi, no. Mi dva smo res ona spontana, no. Res, kakor pride. On dela non-stop, jaz tudi imam druge obveznosti in kadar pač pade fraj. In da imamo res, nas kličejo za non-stop, ga imamo, no, tako. To pride 2-3 na leto, ampak je nepozabno in fenomenalno, ne. Naredimo prav cel tur, v smislu cel tur. Ne vem, če igramo v soboto, petek začnemo, nedeljo končamo, ne. Ta scena, no. Tako, se malo hecamo, narodno zabavni punk, ima dejansko kako nek punk, takrat, kada smo skupaj, si vam. No, pol imam trio, ne. Trio je rato takrat po potrebi spet. S trio tam igramo dejansko največ, po mojem vseh zasedkov, nekako sodelujem. Ja, 20-30 na leto, po moje, sigurno zaigramo. In pol ima še te zamejce, šorpreže, ne. Smo pa zasedba, tako narodno zabavna in pol zabavna muzika. Nas je 5, tudi 6 po potrebi. In v bistvu 6 nas je, no, zato ker zdaj imamo dejansko to pevko redno. In igramo po zamejstvu, no. Prašimo od Mil do Gorica Peljanska, no. Tako da, ja. Kako pa tam sprejemajo v zamejstvu to glasbo? Narodno zabavno? Ja, je bolj popularna kot v Sloveniji, ali? Odvisno kje, no. V bistvu odvisno tudi od populacije, ne. Če imaš nek bolj tak, mogoče kulturen dogodek, kamor je več starejših, bolj čutiš to zavestnost teh Slovencev, pa tudi med mladimi, tako da poznajo te, bomo rekli, te glavne hite, ampak zmeri manj se mi zdi, da je to, ne vem, tako sem se jaz opazil zaenkrat. Je bil moment, ko se mi je zdelo, da tu ful rasa, da bo tu nek wow. Sem bil 100% wow, to bo zmeri vel, ne, ampak se mi zdi, da zdaj pol malo pada in držim pesti, da se mogoče to obrne, ne, da bo boljša, ne. Ja, ti pa še vedno poslušaš to glasbo, narodno zabavno? Jaz imam obdobja, tako bom rekel, jaz se poslušam, ja, ampak ne vsak dan, povem odkrito. Imam obdobje, zdaj kdaj poslušam, kdaj ne. Poslušam pa najbolj bolj kvintetovsko glasbo, se pravi, kamar je trobenta, klarinet, ta polna zasedba, bomo rekli. Dosti te avstrijska, ne, poslušam, ki je ful Avstrijcev ima teh kvintetov, ne. Če ne sem pa najbolj fan od Avsenika, od zabavni, da tako je razčistimo, če mi jasno. Avsenik me je zberi najbolj navdušil, mislim, da je taka polna glasba, si mora tako polno tudi. Jaz sem bolj ljubitelj valčkov, recimo, ne. Ti valčki od Avsenika so me pretirani zmeri, so bili wow, ne. Ko čuješ na par valčkov teh res pravih, vidiš, da to je to, ne. In poslušam pa ja, pol tudi alpski kvintet, recimo, tudi tak kvintet dober, tak mal džeza notri. In Avstrijca, no. To truje največ in pol vsake toliko imaš obdobje,
poslušaš to res na klasiko, ampak to res redko daj. Nisem bil nikoli takšen fan spet te neke klasične narodne zabavne glasbe. Se pravi, kot je Slak, Mihelič, ta scena. Mislim, poslušam, spoštujem ful, ampak da mu pa to poslušam skozi, pa ne. Kar se tiče pa ostale glasbe, poslušam vse živo, no. Da bi sem fan kakšnega metala in tako, ali pa poslušam vse živo, no, skratka. Koliko je playlista v avtu, ko se kam voziš, so vse vrste glasb na listi. Ja, algoritem je kar pomešan, no, tako bom rekel. Ne veš, kaj bo naslednja. Tako da, no, najrajše si dam pol, jaz sem dosti teh CD-jev, mahali si dam CD-ček rajše, ki res pol poslušam samo tisto, ne. Če ne poslušam nek harmoniko, pol nek pop, pol nek metal, ok, pol vidimo eno punk, pol tudi klasiko si ful vrtim, kakšen bot. Ja, sem tam kar betovna malo in tako. Res poslušam res vse živo, no. Ne vem, zadnje cajte malo več punka, no. Ja, ne vem, zakaj, tako obdobje pač. Dobro. Ja. Igraš še kakšen inštrument? Ja, zdaj diatonična harmonika je te glavni, ampak tako zdraven, zdaj nekaj se matram s to klavirsko, tudi kromatično nekaj. Bomo rekli, da tega niti ne igram, ki to igram res, kadar me prime. Še ne pa ja, kitaro, no, in bas kitaro, no. Ma bas kitaro tudi zdaj, kadar me piči, zdaj nekaj cajta nisem, moram zdaj kaj spet. Ma kitaro, no. Kitaro bom si rekel prav kot drugi inštrument. To se sam učiš? Ja, vse sam. Me je primilo en dan, takrat sem to malo cak in... Znaš tisto, katero se že prvo naučil vsi kitaristi, Smoke on the Water, ne? Ja, tista je bila klasika, ja. Pol imaš, ma ja. Ko pogrunte sistem teh akordov, pol, mislim, ne bom rekel, da sem profesionalec, ne. Znam nekaj, zdaj teh solažen, to nisem nikoli niti probal. Ma načeloma to, zato ker jaz mislim, da rabim, znam, no. No, evo, to je pomembno. Ja. Predajaš pa znanje harmonike tudi svojim učencem, ne? Tako, ja. Koliko jih imaš, kako poteka učenje, vloga učitelja? Se pravi, jaz imam 10 učencev zdaj. Enkrat na teden se dobimo, 45 minut. Zdaj vloga učitelja. Zmeri sem si želel biti učitelj. Res? To je bila moja večna želja, ampak geografija. Jaz, ko sem bil majhen, sem bil ful fan geografije, ne. Sem imel 5-6 let, sem znal vsa ta glavna mesta sveta in ta scena. Zdaj jih ne znam vseh več. Ampak zmeri sem da bil učitelj geografije in pol, ne vem, pa me ta glasba toliko, sem se da toliko več to glasbo, pa nisem imel cajta, pa služba, pa ovo ono. In zdaj se pa vidim v glasbi, no. Dejansko to je, zdaj hodim v službo in še to učim zdraven in pol igram tako. Je pa želja, da bi en dan samo to delal, no. Da bi samo učil harmoniko in... A prav, samo učil ali tudi igral? Ali samo od harmonike živel, ne? Od harmonike živel, no, tako. Da bi samo tega živel, vse to en dan sem pa zgodilo, sem prepričan. Sem si dal nekako, sem si zadal, da bo to en dan res, in bo sem prepričan. In no, zdaj imam 10 učencev, se pravim, in kako se počutim v tej vlogi? Fenomenalno, meni je ful lepo delati z otroci, se nekaj se reče prav, skratka, to ni važno, z otrocmi, nekaj kar po mojem, da se namatram. No, z otrocmi je ful lepo delati, imam živce, no, ali ne vem, in ful lepo mi je razlagati, ne, ko meni je ful lepo, ne, pride, ne vem, naslednjič na vajo učenc, ko se učimo nek pesem ali pa nek del pesmi in ga res zna, in ti si pravno, wow, ne, je res, ne vem, ful ti, ne vem, dviga ego, ali sploh ne vem, ko bi to rekel, ful se lepo počutiš, no, res lep občutek je. So dnevi, ko pač, danes bo niti en mi lahko ne gre tisti dan, ne, in si malo v sebi tako prazen, ali mogoče jaz delam narobe, ne, ampak ne pol vidiš, da uspe, ne, vse nekako uspe. Zdaj eni rabe več cajta, eni manj, ne, na načeloma vsak, če vadi, da ima, bo. Ne, eden prej, eden bolj pol, ne. Ja. Tako. V bistvu si želel biti učitelj, torej prav v šoli učiti, ali je bila to tvoja ta otroška želja, ko te vprašajo, kaj bi bil v poklicu? Ja, ko sem bil majhen, sem hotel biti učitelj geografije, no.
In zdaj te ne zanima več geografija. Ma ja, nisem več toliko v temi, Nisi ne. v temu, Si, ja. mislim, vsake toliko, ko imam cajt, res kakšen to kolumno preberem. in tako. Res. Me res zanimivo. Zgodovina tudi mi je bila ful fajn, Aha. geografija sem bil res fan zmeri. In ne vem, nisem več toliko spet v temi notri, da bi rekel, da sem totalen fan tega. Sem fan, ampak ne spet toliko, da bi rekel, da zdaj bom šel pa študirati in dejansko to delo. Kakor mulj sem pa tebe to, ja, to je bilo pa zmeri želja, no. In imaš, ali si imel poleg tega še kakšna zanimanja, ali si zdaj totalno samo v glasbi? Ali imaš še kakšne druge hobije? Ma mislim, hobi, ful sem ljubitelj športa. Ja? Se ne ukvarjam z njim, ampak ga gledam, no, ta fora. Jaz sem bil zmeri, ko majhen sem, nogomet se mi je zmeri dopal košarka. Košarko sem igral recimo do 7. razreda. Če ne sem bil pa fan nogometa, najbolj, no, jaz sem ful fan od Bayerna, Aha, Bayern München, ja. ne. Zmeri navijam za njih in zmeri bom, ne glede na, če se kaj zgodi kdaj ali nekaj, zmeri bom njihov fan. In ja, kadar je Bayern, zmeri gledam tekmo, no. Če imam le čas, ne, mislim, če ne igram nekaj tisti moment ali nekaj, ne. Če ne, zmeri pogledam tekmo od Bayerna, košarko pogledam, kaj kakšna Euroliga in to. In če nekaj je Slovenija, to skoki, ono, vse, kar je Slovenija, zmeri gledam. Ma bilo, kar je, no. Kadar imam cajt in da je res neka to dobra tekma, jo bom sigurno šel gledat. Zdaj v živo, kadar imam cajt, grem, ja, mahar v Ljubljano ali do Rijeke, gremo Brnt, Gorico ali kakor je. Ma redko kdaj zdaj. Nimam spet toliko cajta, da bi rekel, da se bom vzel cajt in šel, ne vem, v Milano na tekmo, razumeš? Ja. Tako da ja, imam pa, če imam cajt, pa pogledam, no. Sem navdušenec na nogometni, bom rekel, najbolj, no. Tako da. No, super. Ja. Pa preden se je začela snemati oddaja, si rekel tudi, da rad hodiš v hribe. To je tvoje športanje. Ma mislim, športanje. Kadar me piči, gremo, ali jaz grem kar sama, grem s prijatelji, kaj Marinana, Slavnik, tako. No, to je res, ne, nisem športnik, ne, ampak kadar me piči, v jezerje, cak In gremo. in gremo, ja. Poleti pa skok v morje. Ja, poleti sem pa, mislim, sem ljubitelj morja, no, ne bom skrival. Kadar imam cajt, dejansko vsak dan po deli, gremo s prijateljem do Sesljana, ponavadi. Sesljan je res ona klasika, no. Če ne, gremo tukaj do Umaga ali pa tle, kar je Istra. Gremo vsak dan po deli, se vršiti v morje, lih zaplavati in žiro in domov. Ni lepšega, no. Tako da. Kakšni so še kaj cilji za prihodnost? Mogoče svetovno prvenstvo 2025? Ne. Ne. Tekmoval od svetovnega nisem več, In ne niti boš. ne bom, zato ker to je to, po moje, za moje pojme. Prepustimo drugim ali nekaj takšnega. Ma niti nisem fan tega spet, da bi šel spet na neko tekmovanje. Cilji za naprej so, letos bom dal spet CD ven, še en. Zdaj bom dal prvo pesem ven, kateri pojem, Hmali, ja. In rad bi ustvaril tudi ta projekt, no, ko ga delam, ta pevski projekt, no. Sicer nisem nek pevc, ampak imam take ideje, ko jih čem dati ven, no. In poleg te harmonike čem furat, te dve poti, no. In kakšen še cilj drugi? In da enkrat v prihodnosti da bi živel samo od harmonike. Ja, nimamo kaj dosti, se urno. Ja. To, no. Bi pač avtorstvo, ne, to svojo glasbo ustvarjati in učiti, zdaj se bom malo več posvetil temi učenju. Še kakšen, zdaj načeloma jih imam 10, ki več niti ne moram vzeti, ki nimam cajta, ne. Ampak, če se pa najdel še kaj cajta, pa po moje prav še kakšnega učenca si dati. Ne, in kaj še? Ma ja, to je to, no. Ja, živeti od tega en dan, no. Skratka, to je glavno od vsega. Kaj pa to, ki si omenil glede petja, si se učil kdaj peti? Nema, ja. Imaš pa željo po prepevanju? Imam željo, ja. Tako, gledati, kaj je zapel, da je malo več. Vsi mislim, kadar igramo, mari za sedbo in tako. Pojemo vsi, ne, in tako. Malo rad pel, tako, nekaj svojega, nekaj
Ja, ki si rekel prej, da pišeš besedila tudi, ne? Je besedila in melodije. Tako, ja. No, super. Zdaj sem posnel pesem, malo taka posebna. Ne bom razkrival, kakšna je, Okay. ampak... Kdaj jo lahko pričakujemo? Jaz upam, da februarja. No. Okay. Sem mislil, da bo januarja, ma nimam cajta. Dejansko bom prav en spot narediti. Tako malo drugačen tudi. In upam, da februarja. No. Ne pa obljubim, ne bom obljubim, ki ni nujno, da bo. No. Velja. Ok, zdaj imam pa še neko rubriko naj, da se sprašujemo o naj stvareh tvojih, tako da lahko ali odgovoriš z eno besedo ali pa malo razložiš po želji. Začnimo z lahkimi. Naj žival. Ma zmeraj mi bila najbolj všeč žirafa. Zakaj sem verjela, da boš to rekel? Ja, žirafa v glavnem. Ne vem, zakaj Zato, ker verjela. jaz sem bil tako, po moja žirafa, zakaj? Jaz sem imel 6-7 let, sem šel v Egipt in jaz sem videl na tržnici eno žirafo, tako z tega papirusa, ne vem, ko je imel vani. No, jaz sem tisto žirafo, mi je bilo full nice, ne. Vse imam še danes, ne vem, ki je, na Čefiti, na Postrešju. Aha. Zdaj ne vem, ki ta žirafa je, no, tista žirafa me je takrat tako pretirala. Pa je na igračka ima žirafa, še zdaj spravljena v omari. Žirafa, ne vem zakaj. Videla sem v glavi, da boš to rekel, to je Ja. noro. Naj šport smo že ugotovili, ne? Ja, nogomet, ja. Ja. Naj von. Naj vonj. Ma se ne vem. Po eni dobri pici. Ok, recimo, da ja. Recimo, ajde, da. Vonj po dobri pici, ajde. Naj citat ali pa nek življenjski moto, ki te vodi. Be yourself. Ja. Tako. Naj družabna igra. Ne vem. Ali nisi ljubitelj družabnih Ma iger? sem, Si? kakor je, briškola, ne vem. Bom rekel briškola, ali. Tipično, ja. Ja. Naj spomin s prijatelji. Ma pustene, 4 leta nazaj. Ja, jaz sem 2 prijatelja, no, tam na Hrvaški, ko smo bili. V kaj ste se našemli? Eden je bil ženska, eden je bil pač neka steklenica, no, piva ali nekaj. Jaz sem zmeril v teh pajacah, zdaj se ne spomnim, sem bil žirafa, meni dejansko takrat. Ja, mislim, da sem bil žirafa. Ma ne bom rekel 100%. Kaj smo bili oblečeni, se ne spomnim, ampak tisto je bilo tako res nepozabno, no. Ja, zakaj? Ma tako se je prav poklopilo vse tisti dan, ne vem, res. Tisto je po mojem najbolj nepozabno. Ok. In še nagajivost, ki si jo v špiču. Ali zdaj v odraslem obdobju ali pa v otroštvu, to se samo odloči. Veš, kako jih imam. Res? Ja, ma ne vem. Dejano izpostavi, da vidimo, Ma ne kakšen vem, je Marko. ko sem bil majhen, smo s prijateljem eni stari ženski pač metale jabka na vrt in ona je mislila, da je rase dejansko jabka, ki je najbolj dementna in ja, po moje ta taka nagajivost. Ja. Je bil malo drugačen krompir, no. Tako da ja, po moje ta, no, taka. Ko mi zdaj pride na misel, no. Še imam take nagajivosti, ki boš da jih ne omenjam, ampak no. Ja, Tako da ja, to, to je recimo. luštno, Ta ja. taka luštna, ja. Ok. A Marko, bi še kaj dodal? Ma se ne vem. Ne. V glavnem, bodimo kar smo, po moje, to je moje mnenje. Delamo res po inspiraciji. Ne bodimo sužnji nekomu ali nekaj takšnega. Tako, no, ta misel, no, da delamo kar nam prihaja iz srca, no, po tej poti, po poti srca, no, da gremo. Tako, no. To je prav en naslov albuma, Po poti srca bila. Pač Ja. prav zveni kot naslov albuma. Ja, srce naj vodi te, tudi na pesem, no, ampak ja. Evo, to je bil To. super zaključna misel. Tako da hvala, da si bil z nami. Ja, hvala tebi, hvala vam za povabilo. Seveda. In vam, gledalcem, tudi hvala, da ste bili z nami in se vidimo prihodnjič.